stavku boste našli poziv ministrstva mednarodne organizacije, da morebitne predloge za spremembo predpisa posreduje poslancem. Jaz mislim, da če se takega Transparency še ni videl. V drugem stavku piše, da je bila komisija ukinjena že leta 2006. Potem verjetno vi sedite zdaj pri neki fantomski organizaciji. Tretji stavek piše, da Slovenija že ratificirala Konvencijo Združenih narodov. Ni res. Mi smo, Slovenija je sprejela predpis o ratifikaciji, vendar bo konvencija ratificirana takrat, ko bo v tem uradno obveščena tudi Organizacija Združenih narodov. Danes zjutraj ob 8 še ni bila, ker sem preveril na spletni strani in Slovenija še vedno ni na listi tistih, ki so pristopile k tej konvenciji. Iz naslednjega stavka se jasno vidi, da podpisnik tega pisma, to je pa državni sekretar magister Roman Rep, enači boj zoper korupcijo z dejavnostmi policije in tožilstva, kar je seveda daleč od resnice, pa tudi daleč od teksta konvencije, v katere je Slovenija pristopila, pa o tem še ni obvestila Združenih narodov. Dopis govori o tem, da pretežno breme v boju zoper korupcijo nosi vlada in da vlada zaradi tega namerava razmišljati tudi o ustanovitvi neodvisnega organa znotraj izvršilne veje oblasti. Tega ni. Neodvisnega organa znotraj izvršilne veje oblasti ni. To se da zelo kratko obrazložiti, ampak mislim, da je stvar tako jasna in enostavno, da ni treba zgubljati časa na tem. Naslednji stavek lažno predstavlja sedanjo rešitev in bodočo rešitev, ker namreč govori o tem, da bo po novem, če bo ta predpis, ko jutri v prvi obravnavi v Državnem zboru sprejet, lahko računsko sodišče, ki bo spremljalo premoženjsko stanje, pogledalo tudi v premoženjsko stanje družinskih članov funkcionarja in njihovo celotno drugo poslovanje. To komisija že zdaj dela. Mi smo to naredili recimo že v primeru bivšega poslanca Ruparja in še nekaterih drugih funkcionarjev, tako da ne gre za nobeno spremembo, predvsem pa za ben kvalitativni premik. In končati z besedami, da bomo veseli, če bo Transparency tudi prihodnje budno spremljalo stanje Sloveniji, je seveda mislim, sem prepričan, imelo ustrezen zaključek. Strani Transparency namreč. Zdaj pa še glede predpisa, tudi, ki bo jutri obravnaval, tudi tem smo že dosti govorili, treba omeniti samo še naslednje. Zgradba, ki jo se sedaj postavlja ta zakon, je takšna. Z premoženjskim stanjem bi se ne ukvarjalo računsko sodišče, z spremljanjem konflikta interesov pa republiška, državna, pokrajinske, ko bodo pokrajine in občinske volilne komisije, državno-tožilski svet, sodni svet in vsi drugi organi, ki imenujejo funkcionarje. Vseh drugih organov, ki imenujejo funkcionarje, je pa v Sloveniji več kot 1000. Samo šol imamo v Sloveniji več kot 1000, ker po definiciji funkcionarjev, namreč med funkcionarje sodijo tudi direktorje javnih zavodov. Ni zagotovljena nobena koordinacija, nobena harmonizacija, ničesar. Ampak to je šele prvi del problema. Naslednji del problema se začne tam, kjer bodo vsi ti organi lahko za opravljanje svojih nalog zahtevali vse potrebne podatke od pristojnih državnih organov in organov lokalne skupnosti. Predstavljajte si, kako bo, ko bo več 100 teh organov začela spraševati državne organe o premoženjskem stanju, pa o funkcijah in dejavnostih, ki jih posamezni funkcionarji upravljajo. V tem vse splošnem, navzkrižnem obmetavanju s podatki bo ostalo zelo velika nevarnost, da bodo prišli v javnost tudi zelo občutljivi osebni podatki funkcionarjev. In tretje, vsi ti organi bodo po novem prekrškovni organi, kar je gotovo nasprotno s splošnim tendenco predpisov na področju, ki urejajo prekrške. In ti predpisi tudi določajo, kakšni so pogoji, kdo lahko pogoji glede oseb, ki lahko nastopajo v prekrškovnem organu kot tisti, ki sprožijo ustrezne pobude za postopek v prekršku. To seveda pomeni, z drugimi besedami, ta sistem ne bo nikoli začel delovati. Seveda splošno javno mnenje in stališča o tem so zelo pomembna, ker ustvarjajo klimo v nekem prostoru in ta klima je seveda na nek način zelo pomembna za neko družbo. Vidimo vprašanje, kjer se je na 5-stopenjski lestvici merilo razsežnost problema in vidimo, da je pač problem korupcije na odgovoru zelo velik in velik porastu v primerjavi z lanskim letom. Vidite, da je temno stolpec je letošnja odmera, malo svetlejša lanska in potem so svetle odmere
predhodne meritve. Če seštejemo zelo velik problem, dobimo seštevek na grafu, ki prikazuje pravzaprav porast občutka, da se je pač razmah korupcije povečal, prav ljudje zaznavajo v nekem smislu bolj izostreno to tematiko, so bolj kritični, torej za nekje 10% približno se je povečal občutek, da je danes to velik problem v Sloveniji in zmanjšal, kot vidite, za nekaj manj kot 10%. Isto, da se vedno več ljudi boji prijaviti primere korupcije, izraža ne samo razočaranje nad delom organov, ki bi se s tem morali ukvarjati, se pravi odkrivati in preganjati korupcijo, ampak kaže tudi neko atmosfero strahu v družbi, ki je do zdaj mogoče še nismo zaznali, vse v tolikšni meri. Ne. Namreč ta strah kaže na neko togost, na neko zaprtost odnosov in tudi splošno znano teorija je, da tam, kjer so odnosi dosti utojeni, kjer se ljudje med sabo ne zaupajo ali pa zaupamo, je korupcija dosti več. In mogoče v to tudi tako visoko prepričanje ljudi v to, da je korupcija vedno več, čeprav so njihove dejanske izkušnje manjše, kot so bile v prejšnjih letih. Ok, če ni vprašanj... Pa bi mogoče še komentirali ta primer gospoda Penka, glede tega, ko je bil razrešen, v bistvu, kakšen je vaš komentar glede tega, da so javnosti zdaj toliko obravnava delo tožilca? Ne, da bi se spuščali v to, ali gospod Penko res naredil napako ali ne, moram reči, da je vse, kar se jaz iz svoje prakse spomnim, prvič, da je bil eden od tožilcev zaradi tega, ker bi naj storil napako, medijsko linčan, javno linčan. Do zdaj so se vse te napake reševali znotraj tožilske organizacije. Seveda to pomeni dvoje. Prvič, da bo to zna kazati, da bo to mogoče postalo standard, kar zagotovo ne bo prineslo k miru znotraj tožilske organizacije. In drugič, to zna seveda predstavljati določen pritisk na ostale državne tožilce v Republiki Sloveniji, ki bodo od sedaj naprej seveda zelo pazili, kakšne bodo njih odločitve. To pa ni ravno tisto, kar si mi predstavljamo kot samostojnost in neodvisnost državnega tožilca pri obravnavanju konkretne zadeve. Tožilstvo je do sedaj veljalo kot zelo kompaktna organizacija, ki je tudi sicer morebitne probleme reševala znotraj svojih vrst. Gotovo so imeli svoje razloge, da so enkrat začeli prati umazano perilo pred javnostjo. Jaz samo upam, da razlog za to niso bližajoče se volitve.